Pozdravljeni v imenu našega Boga, vsi, ki nas spremljate na bogoslužju preko spleta. Nedelja je čas, ko slavimo in častimo Boga. Zato izkoristimo tudi ta čas, da damo njemu vso slavo, hvalo, ker nas ljubi, ker je dober Bog, ker je poslal svojega sina, da bi imeli večno življenje. Pridružimo se slavljenju in izpolnjujmo besedo, katero je Jezus povedal: naj ga slavimo v duhu in resnici. Predajam se tvoje roke, z vsem, kar sem, le tebi bo. Držiš me v svojih rokah, sedaj sem tvoj zavedno. Jezus, verujem ti, Jezus, pripadam ti, razlog, da živim si ti, da pojem te časti z vsem, kar sem. S teboj bom šel, kamor greš, zaupam ti, ker ti si Bog. Živel bom, kot želiš, ker pripadam ti zavedno. Jezus, verujem ti, Jezus, pripadam ti, razlog, da živim si ti, da pojem te časti. Jezus, verujem ti, Jezus, pripadam ti, razlog, da živim si ti, da pojem te časti z vsem, kar sem. Slavil bom, slavil te bom, slavil bom, slavil te bom, slavil bom, slavil te bom, slavil bom, slavil te bom. Jezus, verujem ti, Jezus, pripadam ti, razlog, da živim si ti, da pojem te časti.
Jezus, verujem ti. Jezus, pripadam ti. Razlog, da živim, si ti, da pojem te v časti z vsem, kar sem. Živeti zmagovalno življenje. Jezus v Svetem pismu pove večkrat nekaj primerov, za katere ljudje takoj povemo, to ni mogoče. Poglejmo, resnično povemo, kdor bo rekel tej gori, vzdigni se in se vrzi v morje in ne bo dvomil v svojem srcu, temveč verjel, da se bo zgodilo, kar pravi, se mu bo zgodilo. Ali se je Jezus v tem primeru šalil, ali pa je res hotel povedati, da tisti, ki verujejo, zaupajo Bogu, lahko imajo zmagovalno življenje. Jezus govori o premikanju gora. To je za človeka nemogoče. Sam Jezus nas večkrat šokira, lahko bi rekli, veruj ali pusti. Tudi tukaj lahko rečemo za Jezusove besede, to je pravljica, izguba časa. Ali pa se odločimo in gremo na pot vere, raziskovanja, spoznavati Jezusove besede in Božjih obljub in se začnemo učiti zmagovalnega življenja. Bog si želi našega sodelovanja. Jezus je povedal, kdor bo rekel tej gori in ne bo dvomil v svojem srcu, temveč veroval, se bo zgodilo. Besede vere, ki jo Jezus tukaj uporablja, dobesedno pomeni vero od Boga. Ali za čudež je potrebna vera, ki prihaja od Boga. Takšna vera pa vključuje tudi nas, ali naš odgovor na Božjo vero. Potrebna je tudi naša vera, ki zaupa ali veruje Bogu. Vera v tem odlomku pomeni tudi dar, ki smo ga prejeli od Boga. V določenem trenutku dobimo posebno navdihnjenje od Svetega Duha, ki odstrani vsak dvom v Boga in enostavno veruje. Takšna vera premika gore. Današnjem, brezvernem in malovernem času mora biti naša vera okrepljena, moramo rasti v spoznanju Boga. Sveti Duh je ta, ki spodbuja našo vero v Božjo besedo. Prejšnji teden smo praznovali Binkošti, spomin na moč Svetega Duha, ki je prišla na prvo cerkev in seveda velja tudi za cerkev danes. Sveti Duh v našem življenju je pomočnik in moč. Kako v veri prijemati moč Svetega Duha, da lahko živimo zmagovalno življenje? Obstaja temelj po Svetem Duhu, ki je v nas, in po Božji besedi, ki jo imamo. Jezus pravi, Duh je tisti, ki oživlja, meso nič ne koristi. Besede, ki sem vam jih govoril, so duh in življenje. Meso. Človek, ki se prepušča sam sebi, ne more živeti zmagovalnega življenja v svoji omejenosti. Potrebuje Svetega Duha. Duh pa je Božja, življenjska moč, ki človeka razsvetli ter mu omogoča verovati v novo, drugačno, zmagovalno življenje. Jezus pravi, da je Božja beseda kot kruh. On pa je odgovoril, pisano je,
Človek naj ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust. Kruh je hrana, preživetje, življenje. Brez kruha ni življenja. Brez Božje besede ni zmagovalnega življenja. Ljudje želijo najti mir v svojem srcu in ga iščejo vse povsod, samo ne pridejo k Jezusu. Kaj je Jezus povedal o tej temi? Poglejmo 2 vrsti. Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujte v Boga, tudi vame verujte. In Jezus jim je odgovoril, imejte vero v Boga. Kaj pravi tukaj Jezus? Naj se ne vznemirjamo, ampak se učimo zaupati, verovati Bogu. Ljudje podcenjujejo Sveto pismo in mu hočejo odvzeti vse, kar je nadnaravno. V bistvu nočejo imeti opravka z Bogom. So zapeljani, okradeni zmagovalnega življenja. Bog je vsemogočen in želi voditi naše življenje na nadnaravni način, da smo zmagovalci. Hvala Bogu za vse znanstvene pristope, da lahko danes nekatere svetopisemske tekste razumemo lažje. Toda to ni dovolj. Mi rabimo Boga, ki nadnaravno deluje v našem življenju. Potrebno se je zaljubiti v Božjo besedo, biti nad njo navdušen, tako kot 2 zaljubljenca, ki več ne moreta biti drug brez drugega. Naj raste v naših srcih globoka ljubezen do Jezusa Kristusa in njegove besede. Ko imamo po Svetem Duhu srčno skupnost z Bogom, naša vera raste in dvom se mora umakniti. Skozi spoznanje Svetega pisma sodelujemo v njegovem življenju. Njegova volja, življenje se vse bolj prepleta z našim. Ko verujemo obljubam, postanemo sodeleženci njegovega življenja. Njegova beseda so za nas duh in življenje, ki nas preobražajo in prinašajo v nas vse več Božjega. Božja beseda, popoln evangelij, je še v veliki meri mnogim skrit, nažalost tudi kristjanom. Evangelij je veselo sporočilo, da Jezus odpušča grehe, rešuje suženjstva v naših srcih, prinaša svobodo, ozdravljenje, premika gore, daje zmagovalno življenje. Resnično povemo, kdor bo rekel tej gori, vzdigni se in se vrzi v morje in ne bo dvomil v svojem srcu, temveč verjel, da se bo zgodilo, kar pravi, se mu bo zgodilo. Odprimo srca in verujemo Jezusovim besedam. Bog ne more nikogar blagosloviti, dati zmagovalnega življenja, če smo okorelega srca, polni kritike, neodpuščanja. Veliko ljudi bi bilo osvobojenih in bi se gore v njihovih življenjih omaknile, toda v svojih srcih skrivajo stvari, ki jih uničujejo. Človeško srce pride le majhna stvar, ki pa je čez leta postala mogoče velika gora in našo vero paralizira, da več ne moremo verovati Boga. Prinesimo vse pred njega. Če mu dovolimo, bo Jezus odpustil, izbrisal, odmaknil vsako goro iz našega življenja. Združimo se v molitvi in prosimo, naj
naša vera v Jezusa raste, da vsak dan lahko zmagujemo ali doživljamo to moč, ki prihaja od Svetega Duha v našem življenju. Mogoče je gora, ki te uničuje, zaustavlja, krade mir, obup, razočaranje, dvom, strah. Pridimo, združimo se zdaj, molitvi in prosimo, naj Jezus v svoji moči umakne vse te gore iz našega življenja, da smo lahko svobodni in da lahko verujemo njemu, zaupamo njegovi besedi in živimo zmagovalno življenje. Jezus, mi se v molitvi združujemo in te prosimo, da blagosloviš to besedo, da naj življenje in moč v nas odpusti vsak greh. Jezus, karkoli bi v naše srce prišlo kot gora, ki nam preprečuje, da ne bi mogli živeti zmagovalnega življenja. Jezus, naj v tvojem imenu odstrani, odpusti, Jezus, in odstrani in daj svobodo, daj mir. In nas vodi naprej na tej poti, da rastemo vsak dan v veri in spoznavamo tvojo besedo, tvojo moč, življenje, katerega si ti razodel. To te prosimo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Želim vam naprej blagoslovljeno nedeljo. Hvala, da nas spremljate in vse dobro in Božji mir. Amen.